Dober dan in lep zimski pozdrav v naši prvi letošnji oddaji za zdravje. Naša priznana naturopatinja Erika Brajnik je za ta mesec pripravila še posebej zanimiv prispevek o fibromialgiji. Izvedeli bomo tudi to, kako si lahko pri tem pomagajo ljudje, ki imajo te težave. Erika, o čem pa bomo danes govorili? Po novem letu, prazniki so za nami, ne glede na to, karantena gor, karantena dol. Dejansko vsak se veseli, sem nazdravljena, je to, je ono, je tretje. In tako da dejansko presežek toksinov pride v telesu, jetra so preobremenjena. Tako da bomo zdaj ta mesec govorili, kako prečistiti jetra, kako si osvežiti, da bomo imeli lepe, bujne, sveže lase, kožo tako lepo, napeto, sočno, vse ovelo, vse suho, vse utrujeno, da že zjutraj se zbudiš, da bi te eden udaril po glavi. To je odvisno torej jetra, kako okrepimo jetra. In ena bolezen, ki se vedno bolj širi tudi med mladimi in predvsem ženskami, je fibromialgija. Kaj pa je to? To je bolezen, ki dejansko napade predvsem mišice, kosti, bolečine so, zatekanje po telesu, bolijo mišice, nimamo dobrega prijema, bolečine so migratorne, boli tu, boli tam, boli gor, boli dol. Ene pametne diagnoze ni, tudi zdravniki nima kaj dosti, protibolečinske zdravila dajo in to je to. Ženske imajo večji procent zboli žensk, to pa zaradi menopavze, po pravici povedano. Zato, ker ženske imamo en filter več kot moški, to je mesečno krvavenje, ki je tudi čiščenje, menstruacija, in v menopavzi, ko ta zgine, se avtomatsko nabere presežek toksemije v telesu in takrat rado udari na mišice, na vezivno tkivo, na kosti, torej poznamo že osteoporozo, normalno, ampak tudi fibromialgija je zdaj vedno bolj pogosta. Kako si pomagati? Ena zelo dobra stvar, ki jo lahko izvajamo vsak dan doma ali pa vsaj 2-krat na teden, če imamo bolečine v tkivih, je kopel iz njivske preslice, ker prekrvavi med vretenčenjem, med živčenje in nam razbremeni, nam naredi drenažo mehkih tkiv, mišic, vezivnega tkiva in tako naprej. Tako da to toplo priporočam, absolutno. Tle boste dobili tudi recept, zdraven imate. In potem druga stvar pa, kar nam bo pomagalo okrepiti jetra zdaj v tem januarju, je, da recimo vsak dan dopoldan zaužijemo en dober smuti, detoks smuti, In sicer vzamemo lepo eno pest špinače, vzamemo eno jabolko, vzamemo 2 deci naravnega jabolčnega soka. Zdaj zaradi korone vzamemo tudi 2 cm svežega ingverja in en limon. Sok ene limone. Vse skupaj zmiksamo in spijemo. 30 dni vsak dopoldan, po zajtrku seveda. Toplo svetujem tudi, da zdaj v tem januarskem delu imamo dejansko samo 2 obroka na dan. Kraljevski zajtrk, kjer imamo, proseno, kašo, jajca, torej kjer je sestavljen lahko tudi iz 2 obrokov, ta smuti dopoldan in potem še eno kosilo večerje, tam okoli 2, kjer je normalno kosilo na žlico, glavna jed, radič, fižol, solata, fižol in tako naprej. In konec. Da telo ta januar počiva, po noči, da se regenerirajo ta jetra, lahko zvečer naredimo kopel, hitro bomo shujšali, pomagali se bomo s tem, da bomo zgubili te kilograme od praznikov in predvsem pa tudi lepa, sočna bo koža, lepi bojo lasje, ne bomo vsi nekam prišli v novo leto, vsi taki izsušeni, vsi taki utrujeni in brez energije in brez moči, tako da ta varianta je zelo hvaležna. Kaj pa silicij, Erika? Ja, odlično vprašanje. Fibromialgija se recimo v mineralogramu, ki ga imamo tukaj, izvid mineralograma, kaže, kjer imamo presežek v telesu toksičnih kovin, tukaj imamo živo srebro, svinc, arzen, aluminij, vsega je preveč. Če mi uživamo silicij, se ta ne bo absorbiral, dokler imamo v telesu presežek toksičnih kovin. Moramo narediti kelacijo toksičnih kovin,
To nam pomaga kopel iz njivske prešljice, kakšen izdelek, ki ima noter dosti glutationa, recimo, ki bi nam pomagal v tem smislu. In šele po tem mesecu ali pa vsaj 14 dni, ki dejansko razbremenimo telo toksičnih kovin, lahko je smotrno uživati silicij, ker se bo boljše usrkal. In bo potem za vezivno tkivo, ker on dela najbolj na vezivnem tkivu, dobro pomagal. V bistvu, tako kot pravim, na umazano mizo ne moramo dati čist prt, se bo umazal, moramo najprej počistiti mizo. Torej, ta miza je mišljena na naše telo. Ga moramo razbremeniti toksinu, toksemije, da potem se lahko usrkajo dobri minerali. Recimo, dosti ljudi tle vidimo, kako ima tukaj gospa veliko toksičnih kovin, a kalcija ima pa malo v laseh, torej veliko smo najdli toksičnih kovin, malo kalcija. Premalo, ne? Zato ker se ta kalcij nepravilno absorbira in dejansko je lahko povzroča tudi kalcinacije, če jemlje recimo in kalcijev karbonat, se sploh ne absorbira v kosti. Tako da moramo urediti najprej prečistiti toksemijo telesa, okrepiti jetra, da potem bomo magnezij, kalcij, natrij, kalij, silicij in te dobri minerali se sploh pravilno usrkali v telo. In kako mogoče, če na kratko razloživa, najlažje naredimo to, da se razbremenimo teh težkih kovin? Ja, torej, kopel iz njivske preslice, ta je drenaža. Glutation, recimo glutaredoks je izdelek, kjer imamo noter 250 mg glutationa, je pa fajn, ker se ga uživa peroralno in gre direktno delati na jetra, je protivnetni in dejansko obnavlja čisti jetra in ona se zelo hitro prečistijo. In se tudi hitro obnavljajo. V takem primeru svetujem tudi 500 mg glutationa, torej dve tableti, zato da se pospešeno telo prečisti. Taka slika, ko jo vidimo tukaj, oseba lahko ima diagnozo fibromialgijo, ima zraven tudi nespečnost, ima zraven razdražljivost, uskipljivost, bolijo členki, bolijo kosti, je utrujena, živčna. Oseba v bistvu trpi, se ne spozna več, ni te harmonije v telesu nobene in tako da, kadar mi damo prava navodila, se vzpostavi ta harmonija in mi reče vsak, ne samo, da se počutim boljše, sem bolj miren, nisem več živčen, nisem več nervozen, lepo spim, nisem več nespeč, ker tle predpostavlja tudi nespečnost. Torej, tako da je vsi mi smo si med sabo drugačni, ne? Smo vedno ljudje, ampak smo si drugačni in tle je treba prebrati, kako oseba doživlja to fibromialgijo. Skupni imenovalec je pa ta, vseh je pa ta, da je šibka jetra in da je dejansko povišana toksemija. Vse to pa se vidi na mineralogramu, a ne? Zelo lepo se vidi na mineralogramu. Vsekakor ena fibromialgija, preden pridemo diagnozo, se kaže prej. Z utrujenostjo, sploh jutranjo, z zabuhlostjo v očeh, z bolečino v križu, v vratu in te stvari, bolečino v rokah, z zmrtvičenje rok in tako. Tako da dejansko ni treba niti, da pridemo do te diagnoze, če recimo upoštevamo en tak jedilnik za mesec januar, ko smo ga zdaj predlagali.